Dobro večer, spoštovani in spoštovane. Za uvod v tokratni pogovor, v tokratno oddajo bom uporabil citat Ive Stiplovšek, dolgoletne sodelavke Posavskega muzeja Brežice. Zapisala je takole: vljudno vabljeni, nič siljeni. Dobro večer in prijazen pozdrav, spoštovana Alenka Černeč-Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice. Dobro večer. Za uvod vsekakor, spoštovana gostja, morava malce gledalcem razložiti, da bodo razumeli, zakaj najin pogovor začenjam ravno tako. Kako je ta gospa s tem citatom povezana z 70-letno zgodbo Posavskega muzeja Brežice, ki ga muzej v letošnjem letu obeležuje? Ja, Iva Stiplovšek je bila res izjemna gospa. V muzeju je delala vse do leta 1996, se pravi do svojega 92. skoraj 93. leta. Bila je žena prvega ravnatelja, Franja Stiplovška, ki je sicer umrl že leta 1963. Ona je pa potem vse svoje življenje predala našemu muzeju in še številni obiskovalci, ki pridejo, se spomnijo te prijazne ženice, ki je znala toliko povedati in ki je seveda znala tako prijazno vabiti. In naše kolegice so, ko smo iskali en tak slogan, so se spomnili na to gospo Ivo in takoj smo blizane, ker to je res lepo vabilo. Vse vas ljudno vabimo, nič vas ne silimo, a si želimo, da pridete k nam, vam kličemo, da ste vedno dobrodošli in seveda si želimo, da bi se k nam tudi radi vračali. Tako da to je sploh v obletnici en tak res lep stavek, ki se je v naših krajih že zelo prijel. Tako da včasih ljudje nas tudi zdaj citirajo, kar je pa super, ne? To je najpomembnejše, da se nekaj prime in da se nekaj poveže z našim muzejem, nekaj tako prijaznega. To samo nekako potrjuje tudi to, kar nam v različnih prispevkih, ki jih naša medijska hiša dela pri vas, ljudje radi povedo, da muzeji nasplošno, pa tudi jasno Posavski muzej Brežice, so kulturna središča odprta za različne skupine, za različne ljudi. Ja, jaz mislim, da se vsi muzeji v Sloveniji in tudi širše seveda na svetu trudimo, da nekako že kar nekaj časa smo preskočili iz nekega območja, ki so nas jemali kot bolj zaprašene ustanove, v tiste ustanove, ki res nudijo veliko. Te naši predmeti, ta naša dediščina je res odličen temelj za številne programe, za številne dogodke, za številne prireditve, za številne stvari, ki jih mi lahko predstavimo javnosti in pa seveda predvsem v zadeve, v katere so lahko naši obiskovalci, naši uporabniki vključeni. In tukaj se tudi mi zelo trudimo. Naprimer, en tak zelo uspešen projekt je naš projekt Znanje in veščine iz depoja. Imava tudi te predmete, ki so nastali znotraj tega projekta na mizi, kjer v bistvu iz dediščine ustvarjamo nekaj novega, se učimo, naši restauratorji, ki imajo ta znanja, jih posredujejo drugim, jih ne skrivajo, kažejo, kako se to počne in potem nastanejo res čudovite stvari. Ljudje so v bistvu zelo zadovoljni, nam pomagajo, mi njim pomagamo in to nekako je ena taka pot, ki jo vsi ubiramo in ki jo tudi naš Posavski muzej zelo močno predan. Se pravi, poleg nekega klasičnega dela, ki je seveda zelo pomembno, se pravi, da upravljamo službo, javno službo na območju Posavja, evidentiramo, proučujemo, raziskujemo, hranimo, varujemo, skrbimo za dediščino, predvsem pa je pomembno, da jo predstavljamo, da je dostopna, da ljudje čutijo, da muzej, ki pač domuje v gradu, že sam grad je ena taka hiša, mogoče malo manj prijazna do vsakega človeka, da je to res namenjeno vsem, da so vsi dobrodošli. No, se ravno to je neka specifika Posavskega muzeja Brežice, je ta posebna zgodba, ki se je odlično zlila. Torej, poslanstvo in zgodba Posavskega muzeja Brežice v sozvočju z Brežiškim gradom. To je res, ko človek prvič vstopi v ta grad, v to greščino in ko se pač sprehodi po gradu, po muzejskih sobanah, dobiš en tak poseben občutek. Ja, seveda. In ta zgodba o muzeju v tem gradu je res zelo zanimiva.
Namreč leta 1939 so v Krškem, ki je tudi staro mesto in ki ima tudi čudovite hiše v starem delu, v takrat še Valvazorjevi hiši, nastali prvi zametki muzeja prav za Posavje, ker so se v prvem muzejskem društvu združili, se pravi, je bil tudi imenovan za politične okraje Brežice in Krško. Se pravi, je že nastajalo to Posavje pred drugo svetovno vojno in so si tam zastavili tudi, zelo smel program, leta 1940 že odprli tudi prve muzejske zbirke, no, ampak seveda, vojna je prinesla svoje, po vojni pa je nekako takratna oblast si izbrala to Valvazorjevo hišo za svoj sedež in muzej se moral preseliti. In tukaj spet pridemo do Franja in Ive Stiplovšek, ki sta res pomembna, sta temeljna naša prednika muzealska, ki sta se zelo trudila, predvsem Franjo, ker je bil tudi slikar, da bi dobili prostore blizu. In takrat se je že vedelo, da je Viteška dvorana, ta izjemna dvorana našega gradu, ogrožena. Noter so bili vojni ujetniki, naselili so 29 družin v ta grad, tako kot pod številne druge gradove. On pa je bil tudi prestavljen za učitelja v gimnazijo Brežice, tako da mi smo izjemno zdaj srečni na nek način, da se je ta zgodba nesrečna, pač muzej moral iz Krškega iti, da se je preselil v Brežice, v ta grad, in jaz verjamem, vem, da je s tem bil grad tudi rešen. Na začetku je seveda muzej imel samo nekaj prostorov, potem pa počasi v konec 70-ih let, pa potem 80-ih letih je počasi tudi grad celoti postal muzej. Tako da kljub temu, seveda, da to ni bila ravno srečna zgodba za Krško, pa je teh 1200 prvih predmetov lepo srečno končalo v Brežicah, predvsem pa seveda se je takrat začela tudi taka prava strokovna skrb za ta izjemen baročni spomenik in jaz mislim, da smo lahko zdaj kar srečni, da se je to tako dogodilo in pa seveda tudi ponosni, ker so naši takratni predniki to ustanovo poimenovali Posavski muzej. To je dejansko prva ustanova v Posavju s tem pridevnikom in takrat so bile pa ambicije še širše, ker smo v Novem mestu, pa malo bomo še Novomeščane podražili, ker je bil to prvi muzej na tem širšem območju, so napisali tudi, da seveda skrbi za Dolenjsko. Ampak seveda potem so Dolenjski muzej že naslednje leto ustanovili, to je bilo čas, ko se je malo domovina že opomogla in so dejansko že nastajali tudi muzeji, ampak naš je bil pa eden prvih. No, skozi čas, kakor se je razvijal Posavski muzej, se je istočasno razvijal tudi Brežiški grad. Skratka, z roko v roki je nastajala ta zgodba. Ja, seveda. Tako kot sem že rekla, gradovi po drugi svetovni vojni slovenski so imeli kar tragično usodo. Številni so bili naseljeni s prebivalci. Zdaj pa tako, zelo težko je reči, da so prebivalci krivi za uničenje dediščine. Ne smemo tega reči. To so bili časi, ko so ljudje morali preživeti, ko je pač bilo življenje predvsem usmerjeno v preživetje, izboljšanje kakovosti življenja. In so tudi gradovi prišli prav. Zdaj, tako da kar dolgo trajalo, v bistvu 30 let, ko si je delil grad, seveda, mislim, in prebivalce, potem še podjetje, vinsko podjetje, vinsko klet. Tako da počasi so naši sodelavci, ki so res bili izjemni, poskrbeli, da je grad postal celoti muzej. In pa seveda razvijala se je potem tudi sama dejavnost. Najprej sta bila zaposlena samo dva, ravnatelj Franjo Stiplovšek in arheolog dr. Rudolf Bratanič, potem pa v 70-ih že, in potem pa v 80-ih še posebej, se pa dejavnost razširi. Muzej dobi ta pokrajinski značaj, počasi so pač vse stroke zastopane, se pravi arheologija, etnologija, umetnostna zgodovina, zgodovina, konzervatorsko-restauratorska delavnica je izpostavljena potem v 80-ih letih. In tukaj so bila res velika prizadevanja, da lahko danes recimo od tistih dveh sodelavcev imamo povprečno letno okrog 20 sodelavcev, ker seveda živimo v času projektov in imamo nekaj stalnih, vsako leto pa okrog 5 do 7 tudi tistih, ki jih pač skozi različne projekte nekako uvajamo v to naše delo, jim damo ene možnosti za delo, vseh pa žal ne moramo obdržati. Tako da veseli smo, da je zdaj po letu 2009 pa grad v celoti naš, izselila se je še pač ta družba Vino Brežice, v bistvu slavna družba, ki je žal propadla.
Ampak je pa v redu, no, ker zdaj pa dejansko se trudimo in skušamo celotno hišo usposobiti seveda za našo dejavnost. Tisti, ki poznajo naš grad, vedo, da kar nekaj pritličnih prostorov je takšnih, kamor ne vstopajo, ne, oziroma samo občasno, ker seveda še rabijo prenovo. Imamo pa vse načrte narejene. To pa, kaj pa si želimo z njimi, pa ni nobenih težav. Torej, ta skrb za razvoj gradu je absolutno v nekem prvem planu, je fokus tudi razvoja same muzealske dejavnosti. Je in ni, ne? Mi smo Posavski muzej in se zelo trudimo, da bi to vsem Posavcem pokazali. 4 občine so nas ustanovile, se pravi Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Brežice. In nam je zelo pomembno, da smo v tem prostoru prisotni, da nekako ljudje čutijo, ne, da sicer naš dom je grad brežiški, ampak da naše delo je posmerjeno v celotno Posavje. To ni vedno enostavno, ker dediščine ne moreš tako deliti, ne, nima takih meja. Dediščina se ves čas prepleta. Vplivi pride vse posod, ne. Ne moramo reči, ne vem, da je na primer občina Kostanjevica, ki je in na Dolenjskem in v Posavju, ne, kar ni nič narobe, saj v bistvu je pomembno, da smo skupaj, da smo združeni, da si pomagamo in seveda si želimo, no, predvsem to poudarjati, to, da skrbimo za dediščino Posavja skupaj z ostalimi, skupaj z vsemi, da pa seveda je pomemben del tudi naš grad, da si želimo, da dobro skrbimo za Viteško dvorano. To je bilo kar nekaj aktivnosti narejenih, sicer ni še v celoti restaurirana, še 3 stene čakajo, ampak vsako leto se nekaj zgodi. Naprimer, konec leta smo dobili nove stole, udobne stole. To se mogoče komu zdi tako malo, ne? Manj pomembno, ampak je izjemno pomembno, da se ljudje dobro počutijo, da tiste ure, ki jih preživijo v dvorani, na koncertih, na dogodkih, da rečejo, no, zdaj pa ne, lepo sedimo, nam je prijetno, nam je fino, ne, smo uživali, nismo se prekladali, ampak smo dejansko gledali te prizore, proučevali to delo Karla Frančiška Remba in uživali, ne, to. Ker muzej, a veste, je namenjen uživanju, ne, je namenjen izobraževanju, ampak predvsem je namenjen temu, da se imamo dobro, ne. Da v bistvu se učimo na nek lep način, da to ni prisile, da se imamo fajn preprosto, zato tudi naši programi so usmerjeni v različne dogodivščine, ki recimo še posebej se posvečamo otrokom. No, ravno to sem želel dodati, ne, da tudi številke dokazujejo v vsem tem 70-letnem obdobju, da se ljudje v Posavskem muzeju Brežice imajo fajn, ne, da uporabim vaš izraz. Konec koncev, 1,5 milijona obiskovalcev, to je impresivna številka. V zadnjem obdobju pa je vedno več mladih, ki pridejo res uživati k vam v muzej. Ja, letos bo že 5. poletna grajska dogodivščina, imamo tudi zimsko in pač tudi jesensko. Na ta program smo izjemno ponosni, ker res te otroci, ki pridejo k nam, poleti za pač 5 dni, eno noč tudi prespimo, zelo preprosto, ampak se imamo res odlično, so res naši največji promotorji, ne. Se vidi potem tudi, ko pridejo v šolo, ne. Tisti, ki so bili pri nas, imajo čisto drugačen odnos do gradu, so ga posvojili, nimajo več tega, ne, se ne bojijo več tega, ne. Seveda je odlično, ker jih pripravijo na ta način, da pač treba se v muzeju malo drugače obnašati, da je treba skrbeti za predmete, da se ne smeš ravno vsega dotikati. Ampak pomembno je, ne, da to, da se ne smeš dotikati, ne, je eno spoštovanje, ne pa v bistvu neka prepreka, da ti ne moreš uživati v dediščini, ne. In te otroci res posvojijo ta grad, ga začutijo in so najboljši promotorji, ne. Tako da to je sicer, jaz vem, da se pač posod po muzejih, po vseh ustanovah to zelo razvija, da se vsi zelo trudimo, ampak mislim, da ta grajska dogodivščina je pa res nekaj posebnega, je tudi zelo odmevna, prihajajo z različnih koncev otroci. Želimo si pa seveda, ne, to pa je za naprej, smo že izkušali to narediti, še kaj podobnega za mladino, ne, za srednje šolce. To pa je taka težka publika za muzeje. Izziv torej. Ja, mislim, težka tako, se ne pomeni, da ne bi šlo, ne, ampak tukaj pa še imamo kar veliko dela. Ampak saj veste, izziv je tista priložnost, ne, ko se kaj dobrega spomniš,
ko v bistvu iz tega, kar znaš, narediš nekaj novega in upamo, da nam bo tudi to uspelo v prihodnjih letih. No, iz izzivov in priložnosti pa je nastala pred leti zelo lepa zgodba, ki v zadnjem času postaja vedno bolj prepoznavno uveljavljena. Tukaj vi osebno in prav Posavski muzej Brežice in grad Brežice igrate, bom rekel, tisto gonilno vlogo, to pa je zgodba povezovanja gradov Posavja. Ja, to smo tudi začeli nekje pred 5 leti. V bistvu je to ena zelo zanimiva zgodba. Tukaj zadaj ni nobenega projektnega denarja, tukaj ni nobene evropske spodbude, tukaj je dejansko naše prepričanje, da samo skupaj lahko premaknemo določene stvari, predvsem na promocijskem področju. Mi smo prepričani, da vsak svoje delo dobro opravlja, seveda, da so možnosti izboljšave programske, infrastrukturne itak, ne vedno, nimamo tukaj težav, da ne bi imeli idej za kaj novega. In smo se pa združili 6 gradov za enkrat, se pravi, tudi različni upravljavci smo, Kozjanski park s Podsredo, Terme Čatež z gradom Mokrice, javni zavod KŠTM Sevnica, grad Sevnica, kulturni dom Krško z enoto, grad Reichenburg in potem galerija Božidar Jakac, kjer seveda gre za nekdanji samostan, ampak dobro, vsi to pa nekako poznamo, ne, kot eno impozantno grajsko stavbo in seveda naš grad Brežice. Vabili smo tudi Ministrstvo za kulturo, ki je lastnica 3 gradov, se pravi Šrajbarski Turn, Pišece in Bizeljsko. Žal so to gradovi, nekateri v boljšem stanju, Pišece sploh zelo lepo obnovljen, ki pa niso dostopni javnosti. Se pravi, gre za pač predvsem to, da mi lahko to promoviramo, da je to dostopno, da ljudje lahko pridejo, da tukaj nekaj doživijo. Smo pa tudi odprti, želimo si sodelovanje tudi z drugimi gradovi, smo pa morali dati neko geografsko oznako, ne? Nekako se moramo predstavljati in ta projekt zelo lepo se razvija, pri nas vsi pravimo, da so vidni rezultati, imamo zdaj to skupno spletno stran, se pravi, da zdaj, ko nekdo odtipka grad Posavje, ne, najde eno stran in potem vseh na 6, ne, ker se vemo, da ta digitalna komunikacija je v turizmu izjemno pomembna in tukaj smo tudi mi naredili te svoje korake. Tako da verjamemo, da nam bo šlo samo še na boljše. No, zelo pomemben pa so pa tudi programi, pa bi se dotaknil enega, ki se mi zdi še posebej zanimiv in nekako dokazuje in potrjuje to posavskost. To je ta program, ki ga nekako zadnjih nekaj let udejanjate v prakso, vrstne razstave 4 elementi. Voda, ogenj, letos je na vrsti zemlja, prihodnje leto pa bo zrak. Kaj s tem sporočate javnosti? Ja, hvala lepa. Ja, to je res en projekt naš, ne, ki pa seveda povezuje celotno Posavje. 4 elementi so itak temeljni. Mi imamo pa tudi srečo, da so upodobljeni skozi antično grško mitologijo na prehodu iz sten na strop naše viteške dvorane. In ugotovili smo, da ljudi zelo zanima, kaj je naslikano, ne, da ta znanja grške mitologije so se malo izgubila in da smo že takoj kmalu začeli s tem, da smo malo bolj promoviramo viteško dvorano, ne samo kot prizorišče, ampak kot resnično izjemen spomenik baročne umetnosti, kot eno umetnost, ki se jo lahko bere na različne načine. No in te 4 elementi so bili tudi zgib za ta projekt. Jaz sama osebno kot direktorica sem si pa predvsem želela, da naredimo to pot, da sodelujejo vsi kustosi, da se premaknemo od delitve na stroke, ampak da kažemo svoje delo skozi večzvrstnost. Se pravi, da v bistvu v razstavah se kaže, da je arheološki, etnološki, zgodovinski, umetno-zgodovinski pristop, da so konzervatorji zelo prisotni, da so naši pedagogi zelo prisotni, da sem jaz sama tudi prisotna, v bistvu, ki sem odgovorna za neko strategijo in seveda, da prikažemo, da odpremo naše depoje in da kažemo dediščino Posavja. Se pravi, se zelo trudimo, da so predmeti iz vseh koncev posavskih občin in pa tukaj smo naredili še ta korak skozi te elemente, tudi prikazujemo, kateri kraji so povezani z elementom. Voda recimo je bila zelo enostavno, ker smo vsi ob vodi, ne, Sava, začeli smo z vodo, pač Posavski, Sava, ne, muzej. In enako tudi pri ognju, ne, brez ognja ni civilizacije. Letos, ko imamo pa 70 let, bomo pa predstavili 35 Posavk in 35 Posavcev, se pravi ljudi, ker ljudje smo pa najpomembnejši, ne. Predmet brez zgodbe, predmet brez človeka, brez tega, da imamo kaj povedati o predmetu, je res ena taka
samo predmet, ne. Mislim, da nima vrednosti na nek način. Lahko je zelo lep, ampak ljudi zanima, kdo ga je naredil, kdaj ga je kdo naredil, zakaj ga je kdo naredil, ne. Estetika je sicer pomembna, ampak nas pa zanimajo tudi vse te okoliščine. In to s temi razstavami pripovedujemo. Super je pa ta tudi projekt, ker pa so lahko zelo pestri obrazstavni programi, ne. Zelo veliko obrazstavnih programov smo naredili, veliko lahko tukaj sodelujemo tudi z gospodarstvom, kar je za nas tudi pomembno, z društvi, pri ognju z gasilskimi društvi, naprimer, ne. Pa mislim, z različnimi posamezniki in tudi s tistimi, ki imajo znanja, ki imajo veščine in nam pri tem tudi zelo radi pomagajo. Kar je seveda dobro in to sodelovanje, povezovanje da odlične rezultate. 70 let je letos, častitljiv jubilej in seveda vse nekako se vrti okoli te 70 leti. Bo rekla, osrednji dogodek v prazničnem letu pa bo 26. junija, takrat bo dan muzeja, takrat bo res nekaj posebnega. Ja, muzej je bil leta 1949 odprt, ravno na 26. junija. In tudi to smo razglasili za dan muzeja. Vsako leto nekaj pripravimo, letos pa seveda še posebej. Saj obletnice nam vedno dajo en tak temelj, ne, da se še malo bolj potrudimo, čeprav eni rečejo, so pomembne, niso pomembne, dajo en temelj in prav je, da jih uporabljamo na ta način. In uro smo tudi izbrali enako, ob 11. dopoldne je to bilo, takrat je bila nedelja, tokrat je sreda, ampak mi bomo imeli cel dan. Začeli bomo ob 9. z grajsko dogodivščino, se pravi, se te otroci zberejo, je tak en slovesen začetek, ob 11. pa bomo pač osrednjo slovesnost namenili tej odprtju naše razstave. Kar bi še posebej rada poudarila, da bojo program sooblikovali spet Posavci, vsake občine nekdo, iz krške občine Janko Volčanšek, pride ta pevec, recimo odličen, potem imamo hrafistko iz glasbene šole Sevnica, imamo trobilni kvartet fanfarami iz glasbene šole Brežice in imamo igralca Staneta Tomazina iz Kostanjevice na Krki. Pravi, tudi na tak, mogoče zelo enostaven način hočemo kazati, ne, da smo posavski. Potem pa bomo imeli še vodstva in pa v 5. tudi direkten prenos v živo na Radio Slovenija, tudi ob 17. prvi program, ker smo zelo veseli nekako, da pridemo tudi na to. In pa ob 7. spet se zelo veselimo, ne, ves čas se bomo veselili, ker bomo odpirali prenovljeno vinsko klet. Vinska klet je bila zdaj kar 10 let nekako, mi smo sicer jo vzdrževali, ne, ampak zdaj je pa občina Brežice zagotovila tudi sredstva, da smo lahko jo počistili, da smo lahko uredili elektriko in da jo bomo lahko spet uporabljali. Tako da to pa ob 7. zvečer. Naš gost je profesor dr. Janez Bogataj. Z njim napovedujemo tudi naša prizadevanja v prihodnjih letih. Zelo se bomo vključili v leto 2021, ko bo Slovenija evropska gastronomska regija. Imamo dva pomembna projekta skupaj s partnerji. Eno je povezano z reko Savo, drugo je povezan z krškopoljskim prašičem, ne, kot črno-belim bogastvom. To so zelo pomembni projekti. Prijavljali smo zdaj tudi projekt povezani z ribami, se pravi, ribe so tudi izjemno pomembne v prehrani, sploh spet v neki inovativni prehrani. In mi kot muzej, ne, si želimo biti zraven, moramo biti zraven. Dediščina je odličen temelj za to. In v bistvu bomo zdaj spet začeli govoriti, ne, kaj nas čaka predvsem v prihodnosti. Tudi jaz bi rada, da je obletnica predvsem v prihodnost usmerjena. Vse je prav, da se spomnimo preteklosti, da jo malo analiziramo, ampak predvsem je to temelj, predvsem želimo povedati, kaj vse še bo, ne, ker dediščina je sicer priča preteklosti, ampak mislim, da je predvsem tista, ki nam daje prihodnost, ne. To, kar ste v tem zadnjem delu povedali okrog osrednje slovesnosti, samo dokazuje, da in potrjuje tisto, kar ste rekla na uvodu v vdajo, ne, da muzej ni samo neka zaprašena ustanova. Verjamem, da marsikdo je zdaj mogoče začel razmišljati, da ste ga vzpodbudila, muzej, ribe in tako naprej. Skratka, bolj široko ste zastavili stvari v prihodnost.
Ja, jaz mislim, da smo slovenski muzej zelo veliko korakov naredili na tem, no? Da smo vpeti v družbo, da postajamo ne samo kulturna središča, ampak res tisti, ki svojim strokovnim znanjem lahko resnično veliko pripomoremo k razvoju. Smo zelo trajnostno naravnani, če ohranjamo dediščino, če ohranjamo naše znanje in veščine, ne, v bistvu ohranjamo tudi v bistvu neke načine, ni treba, da se vedno nekaj novega zmišljujemo, ne, na nek način, ampak izhajamo iz lokalnega, regionalnega prostora, ga ohranjamo, ne, znamo, kako ga ohranjati in to se mi zdi, da je v sodobnosti izjemno pomembno. Vračamo se k našemu lokalnemu prostoru, vračamo se k našim regijam. Izjemno pomembne so te istovetnosti, ki niso nacionalistične, ampak so tiste, kjer se kaže ta kulturna raznolikost, kjer se kažemo navzven, ne, in kjer smo seveda mi izjemno pomembno partnerji, pa ne samo na področju turizma, ki je itak pomembna gospodarska panoga, ampak tudi na različnih drugih področjih. In če se vrnem, na primer, k tem dvem predmetom, ne, tukaj imamo kar nekaj ljudi, ki z velikim veseljem hodijo na te delavnice. Če bo mogoče nekdo s tem znanjem si našel eno življenjsko pot, poslovno pot, a ne bo to velik dosežek. Meni se to zdi eden najpomembnejših dosežkov, ne, ker si je recimo ugotovil, da mu to gre, da ima to rad in si bo potem tudi našel tako pot naprej, ne. Če za zaključek tega zanimivega pogovora končava, kot ste sami dejali, iz zgodovine se učimo, jo analiziramo, poglejmo pa naj bo fokus naprej, v prihodnost, prihodnost Posavskega muzeja Brežice. Kako jo vi, sodelavci, vidite? Ja, mi si zelo želimo, ne, da bi se na področju dediščine predvsem pogovarjali o tem, kaj se nam prinese. Velikokrat smo kar žalostni, ker se pač šteje bolj, koliko stanemo, ne, ker seveda ta grad je luksus. Taka ustanova na nek način, ki opravlja javno službo, nekaj stane vse vas, davkoplačevalce. Ampak mi si želimo vse vas prepričati, da smo izjemno pomembni, da res veliko damo in temu bomo usmerjali tudi našo prihodnost. Da čim bolj kakovostno izvajamo vse to zadano, da smo vpeti v vse sfere družbe, da smo res odprta hiša za vse, še posebej za Posavke in Posavce. Tukaj si zelo želimo ta stik z našim prebivalstvom, seveda si želimo več obiskovalcev, več turizma, želimo si pa seveda, da res vsak od Posavk in Posavcev pa širše bo rekel, ja, sej naše regije pa res brez muzeja ni. In tukaj verjamem, da smo na pravi poti, seveda pa smo veseli in bomo še naprej razvijali različne programe, predvsem na ta način, da so tudi vsi tisti, ki želijo z nami sodelovati, vključeni. Se pravi, da poslušamo, da se odzivamo, ne, da ne delamo za ljudi, ampak z njimi, ne, to skupaj. To samo nekako potrjuje, tudi ko sem preberal gradivo za ta najin pogovor, sem nekje zaznal eno lepo misel, muzej je naš način življenja. Ja, je. A veste, to je tako lepa služba, jaz mislim tako kot vaša, a ne da. Mi imamo res eno tako moč, ki ni v denarju ali pa ni pač v nekem, ampak meni je najlepše, ko pride kdo pa reče, a veste, jaz sem se imel pa danes tako lepo pri vas, ne. Meni se zdi to tako najlepše in k nam hodijo ljudje v dobro voljo, mi lahko ogromno naredimo, mi lahko res s temi programi osmišljamo oziroma dvigujemo kakovost življenja in to je nekaj najlepšega. In naša služba je res lepa, tako da je privilegij delati v muzeju. Jaz verjamem, da tudi naši sodelavci so temu predani, to kažejo tudi odzivi, seveda kdaj tudi kaj narobe, ampak načeloma ne, tako kot so vsi zelo bili veseli, če so srečali Ivo Stiplovšek, ki je res znala pripovedovati, za katero se je videlo, da je predana. Jaz mislim, da so tudi naši sodelavci takšni in da bo tako še naprej. No in na tej točki bova za danes končala. Sva rekla, da vsega pač ne smeva povedati. Naj ljudje pridejo v Posavski muzej Brežice, v Brežiški grad in naj še v živo spoznajo. Nekaj tistih ključnih poudarkov pa sva vseeno usmerila. Alenka Černelič-Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, hvala lepa za ta zanimiv pogovor in uresničujte to svoje poslanstvo, za katerega ste še kako postavljeni in zadolženi. Hvala vam in seveda vljudno vabljeni in ciljeni, vedno dobrodošli. Tako, spoštovani in spoštovane, kaj dodati ob koncu? Nič, kajti slogan vljudno vabljeni, nič ciljeni, absolutno pove vse. Srečno in hvala za pozornost.